Dober dan. Vlada je danes obravnavala informacijo o izvajanju določb zakona o dopolnitvi zakona o orožju, ki določa možnost izročitve orožja oziroma streliva. Zato bo prva predstavila to gradivo državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve, Tina Heferle. Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Kot veste, je bil 13. decembra bila sprejeta novela zakona o orožju, ki je določala možnost izročitve orožja oziroma streliva, ki ga imetniki posedujejo brez veljavne orožne listine, in orožja oziroma streliva, katerega promet, nabava ali posest v skladu z zakonom o orožju niso dovoljeni oziroma omejeni. Ta novela je pričela veljati, kot rečeno, 13. decembra. In cilj te novele je bil zagotoviti višjo stopnjo varnosti v Sloveniji oziroma v največji možni meri zmanjšati kriminaliteto, povezano z orožjem, in posledično tudi zagotoviti kakovostnejše življenje za vse prebivalce. Glede na število izročenega orožja lahko rečemo, da je bila ta zakonska možnost dobro sprejeta. Policija je v tem času skupno zabeležila 230 prijav izročitve, samo včeraj recimo 27 novih prijav izročitve orožja. In če nekoliko preciziram, od tega je recimo 128 pištol in 6 plinskih pištol, 51 različnih pušk, 18.676 nabojev različnih vrst, 70 bomb oziroma min in eno plinsko bombo, 480 gramov eksploziva, 49 metrov žigalne vrvice in tudi izročene so bile še neke manjše količine delov orožja, hladnega orožja, dušilec zvoka in tako naprej. Te številke so seveda pokazatelji izročitve pred včerajšnjim dnem, kot rečeno pa včeraj smo dobili še 27 novih prijav, ki jih policija trenutno tudi še obravnava. Številke so jasne, cilj te novele je bil dosežen. Odločno smo ukrepali, da Slovenija ostane ena izmed najvarnejših držav na svetu. Ščitimo žrtve nasilja, nedotakljivosti ni več in orožje umikamo iz ulic. Zato pozivam vse, ki tega še niso storili, pa morebiti razmišljajo o tem, če posedujejo tovrstno orožje, da to storijo do sobote, 31. januarja, ko se namreč izteka ta možnost zakonska. Postopek je jasno opredeljen. Imetniki orožja oziroma streliva, ki ga želijo izročiti, morajo predhodno izročitev najaviti policiji na posebno telefonsko številko 080 2235. Nato pa orožje oziroma strelivo policija prevzame pri imetniku oziroma pri prijavitelju. Policija nato imetniku o tem izda potrdilo, v katerem se seveda navedejo podatki o imetniku in tudi podatki o orožju oziroma strelivu. Ob tem bi želela opozoriti, naj posamezniki tega orožja oziroma streliva ne nosijo sami na policijsko postajo, ampak res pokličejo policijo, ki bo potem orožje oziroma strelivo prevzela pri imetniku. Torej, še enkrat prijazen poziv, da vse tiste, ki se še niste opogumili, pa posedujete tako orožje, da to zakonsko možnost izkoristite do sobote 31. januarja. Najlepša hvala, državna sekretarka. Upam, da bo vaš poziv slišan. Želim vam lep dan in se vam zahvaljujem, da ste nam predstavili to informacijo. Hvala tudi vam. Drugo informacijo, kadrovsko odločitev na seji vlade pa bo predstavil minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki ga lepo prosim vabim k govorniškemu odru. Izvolite, minister, beseda je vaša. Dober dan. Vlada je danes soglasno sprejela sklep o imenovanju Uroša Brežana za direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park, in sicer za mandatno obdobje 4 let, to je od 30.1.2026 do 29.1.2030. Pri imenovanju direktorja javnega zavoda Triglavskega narodnega parka je sledila mnenju tega sveta javnega zavoda, ki je menil, da je kandidat Uroš Brežan primeren za imenovanje na položaj direktorja TNP.
Vlada je pri imenovanju upoštevala njegove strokovne kompetence ter izkušnje na področju varstva narave in upravljanja prostora. Pomembno vlogo je imel tudi njegovo poznavanje okoljskih izzivov in lokalnega prostora, ki ga je pridobil kot dolgoletni župan občine Tolmin. Člani vlade in vlada so z namenom transparentnega odločanja o imenovanju direktorjev javnega zavoda Triglavski narodni park razpravljali tudi o morebitnem obstoju nasprotja interesov članov, o dolžnem ravnanju in izogibanju nasprotja interesov, kot ga določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in kakor je vlada opozorila Komisija za preprečevanje korupcije. Vlada je opravila razpravo glede morebitnega nasprotja interesov. Minister Brežan je v času ministrovanja sicer sodeloval z nekaterimi trenutnimi člani vlade, vendar zgolj članstvo v vladi za obstoj nasprotja interesov samo po sebi, tako je mnenje vlade, ne zadostuje. To bi namreč pripeljalo do absurdne situacije, da ostali ministri ne bi mogli odločati o imenovanju na funkcije ali druge položaje svojih kolegov ministrov. Poleg tega je vlada kolegijski organ, sestavljen iz ministrov koalicijskih strank, kar zagotavlja tudi vsebinsko in politično ravnotežje pri odločitvah. Obenem sta že minili 2 leti od prenehanja funkcije Uroša Brežana kot ministra za naravne vire in prostor. Vlada meni, da je okoliščina nasprotja interesov političnega sodelovanja nekaterih ministrov vlade v istem organu, kot je deloval izbrani kandidat za imenovanje za direktorja Triglavskega narodnega parka, ni okoliščina, zaradi katere bi morali biti posamezni ministri izločeni iz postopka odločanja o imenovanju direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park. Člani vlade pa tudi niso zaznali obstoja kakršnihkoli drugih okoliščin nasprotja interesov v tej zadevi. Pri tem je seveda treba upoštevati tudi to, da je svoboda do političnega izražanja ustavna svoboščina kogarkoli. No, tako Uroš Brežan z jutrišnjim dnem začne opravljati delo direktorja javnega zavoda TNP. Ob tem se zahvaljujem za vso opravljeno delo dosedanjemu direktorju, doktorju Titu Potočniku, in želim uspešno delo novemu direktorju Urošu Brežanu v zagotavljanje javnega interesa na področju varstva in ohranjanja narave v skladu z zakonom. Minister, najlepša hvala, pridružujemo se dobrim željam in s tem zaključujemo novinarsko konferenco. Nasvidenje. Hvala lepa, nasvidenje.